Spoštovani zbrani, prisrčno pozdravljamo častnega gosta in otvoritelja sejma Agra, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Kar najtopleje pa pozdravljamo tudi druge visoke goste. Seznam je razveseljivo dolg, zato jih bomo z malce daljšim aplavzom pozdravili ob koncu. Torej, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, podpredsednika vlade in predsednika programskega sveta Agra, gospoda magistra Dejana Židana, župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanislava Rojka. Poseben pozdrav namenjamo tudi drugim visokim gostom. Z nami so kmetijski minister Kitajske, ki je dežela partner, gospod Han Changfu, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Gorazd Žmavc, kmetijski minister Madžarske, gospod Šandor Fazekas, kmetijski minister Bolgarije, gospod Rumen Porozdanov, kmetijski minister Makedonije, gospod Ljubčo Nikolovski, poslanec Evropskega parlamenta, dr. Igor Šoltes. Pozdravljamo poslance Državnega zbora Republike Slovenije, gospa doktorica Simona Kustec-Lipicer, gospod Dušan Radić, gospod Franc Jurša in gospod Jože Horvat. Svetnike Državnega sveta Republike Slovenije, veleposlanico Madžarske Edith Silageni Batorf, veleposlanika Bolgarije Dimitarja Abdijeva, veleposlanik Makedonije je z nami, gospod Tomi Dimitrovski, veleposlanica Hrvaške, gospa Božena Leš, veleposlanik Poljske, gospod Pavel Červinski, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cveta Zupančiča, predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska, direktorico zbornice kmetijsko-živilskih podjetij, doktorico Tatjano Zagorc, ministerske delegacije iz naslednjih držav: Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Latvija, Litva, Romunija, Rusija, Slovaška, Srbija, Turčija in Venezuela. Posebej pozdravljamo delegacijo iz sosednje Avstrije, pa vinsko kraljico Slovenije, Majo Žibert, in predstavnike medijev, skratka tiste, ki boste dogajanje, sejemsko dogajanje ponesli po domovini in po svetu. Poseben pozdrav pa seveda velja vsem dragim razstavljavkam, dragim obiskovalkam in obiskovalcem, ter seveda razstavljavcem, jubilejnega 55. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Prisrčno dobrodošli. Jubilejni 55. sejem Agra, največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi, bo tudi letos postregel številnimi novostmi razstavljavcev na področju kmetijstva in živilstva, z atraktivnimi razstavami kmetijskih živali in rastlinske proizvodnje ter s pomembnimi strokovnimi in poslovnimi dogodki. Ključni dogodek, ki bo obeležil letošnji sejem, bo srečanje skupine držav Srednje in Vzhodnje Evrope ter Kitajske z oznako 16+1. Ljudska republika Kitajska pa je tudi dežela gostja sejma Agra, zato nas bo počastila s kulturnimi nastopi ob današnji slavnostni otvoritvi. Teh nastopov se še posebej veselimo. Za nas bodo nastopali predstavniki Konfucijevega inštituta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki so sicer učitelji kitajskega jezika in prihajajo iz Shanghai University of Business and Economics. V poletnem času opravljajo v Ljubljani prakso in otrokom po Sloveniji skozi različne delavnice predstavljajo izjemno bogato kitajsko kulturo. To pa je tudi temeljni namen Konfucijevega inštituta, poleg poučevanja kitajskega jezika, promoviranja poslovnih priložnosti ter povezovanja kultur Kitajske in Slovenije. Kot prva bo sedaj za nas nastopila Liu Xinjing s flavto hulusi, na katero bo zaigrala skladbo Bambus v mesečini. Prosim. Dodajmo, da je hulusi flavta eden izmed tradicionalnih in popularnih kitajskih instrumentov. Zaradi njene oblike jo imenujejo tudi, pazite, bučna flavta.
saj zgornji del spominja na bučo. Instrument sicer izhaja iz etnične manjšine Dai, ima eno glavno in dve pomožni bambusovi cevi ter 7 lukenj. Vse smo izvedeli, prisluhnimo. Hvala, Liu Shiqing. Pričarala nam je vzdušje in doživetje Kitajske. Hvala torej za občutno odigrano skladbo. Na oder pa vabim predsednika uprave Pomurskega sejma, gospoda Janeza Erjavca, da nas pozdravi v imenu Sejemske hiše, organizatorja prireditve. Dober dan, ni hao. 《
Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, gospod magister Dejan Židan, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko, spoštovani evropski poslanci, spoštovani poslanci Državnega zbora, seveda tudi poslanke, svetnice, svetniki Državnega sveta, spoštovani razstavljavci, razstavljavke, spoštovana vinska kraljica Slovenije, dame in gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma in seveda svoje imenu prisrčno pozdravim na današnji otvoritvi 55. kmetijsko-živilskega sejma Agra, tukaj v Gornji Radgoni, mestu sejmov in penine. Kmetijsko-živilski sejem Agra letos praznuje 55 let uspešnih sejmov v Gornji Radgoni. Dosežek, ki je vreden spoštovanja, če upoštevamo, kako dinamično je bilo to obdobje. Tega jubileja ne bi mogli bolje obeležiti kot s tem, da je povabilo, da postane dežela gostja sejma Agra, sprejela največja država na svetu po številu prebivalcev, katere civilizacija sega 3000 let pred našim štetjem in ki pripisujemo odkritje papirja, kompasa, smodnika in tiska. Ljudska republika Kitajska je letos dežela partner in po zaslugi ministra Dejana Židana je danes med nami minister za kmetijstvo, gospod Han Chang-fu. Dober dan. Dober dan še enkrat, ni hao, Huan Ying Li. Dobrodošli tudi vsi kmetijski ministri srednje in vzhodnoevropskih držav. Jubilejni sejem posvečamo mednarodnemu letu trajnostnega turizma za razvoj. Skrbi za prehrano iz naše bližine, trajnostnemu kmetovanju in gospodarjenju z gozdovi. Pod sloganom Tradicionalno svež se predstavlja 1820 razstavljavcev iz 36 držav. Ključni dogodek pa je srečanje skupine držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Kitajske, ki tokrat poteka v Sloveniji in bo z razstavo posameznih držav na Agri ter s poslovno konferenco spodbujal poglobitev sodelovanja s Kitajsko na področju idej, dobrih praks ter raziskav za inovativne rešitve na lokalni in globalni ravni. Sejem Agra išče inovativne rešitve na vseh področjih sejma. Največ jih je na področju kmetijske tehnike ter živilsko in živilsko-predelovalne industrije. Na mnogih področjih pa išče rešitve, ki so povezane s tradicijo, ekologijo in trajnostnim razvojem. Pomembno je, da v vsebinah sejma sodelujejo ključne inštitucije, kot je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kmetijskih in živilskih podjetij, Kmetijski inštitut, Zavod za gozdove, Čebelarska zveza, kmetijske šole in drugi, ki oblikujejo strokovne posvete in predavanja ter s strokovnimi razstavami dviguje ugled stroke in znanja. Živilci se na letošnjem sejmu kažejo v mnogo boljši luči in celoviteje.
Hvala direktorici zbornice, dr. Tatjani Zagorc. Pomemben segment sejma so prav gotovo tudi mednarodna strokovna ocenjevanja, ki proizvajalcem omogočajo preverjanje kakovosti in ustvarjanje konkurenčne prednosti na vedno bolj zahtevnem domačem in seveda tujem trgu. Agra je več kot zgolj kmetijski sejem. Je praznik kmetijstva in podeželja, ki odraža stanje v kulturi, ki ji rečemo agrikultura in ki odraža tudi našo pripadnost in zavzetost do kmetijstva, rodovitne zemlje in ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Agra mora dati tudi odgovore na izzive prihodnosti in o teh izzivih je bilo veliko govora v preteklosti in bo tudi tokrat. Vendar so velikokrat zgolj lepe želje. Še posebej takrat, ko govorimo o trajnostnem razvoju, o varovanju kmetijske zemlje, o ekologiji, varstvu voda in klimatskih spremembah. Tolažba, da smo gozdnata dežela, da imamo veliko vodnega bogastva in neokrnjeno naravo, je slaba tolažba. Saj imamo vedno manj kvalitetne kmetijske zemlje, čistih voda in vedno več zabetoniranih in asfaltiranih površin ter vedno manj kmetij. Kako ohraniti razvoj v trajnostni razvoj oziroma obrniti razvoj v trajnostni razvoj, v krožno gospodarstvo in obnovljive vire energije, pa kljub temu razvijati globalni trg, je mogoče najti v eni izmed številnih kitajskih modrosti, s katero želim zaključiti današnji nagovor. Vsem razstavljavcem, inštitucijam in posameznikom, ki ste oblikovali vsebine letošnjih razstav, strokovnih vsebin, spremljajočih dogodkov, se iskreno zahvaljujem in vam želim uspešen nastop. Obiskovalcem sejma pa želim dobre nakupe, dobre informacije in seveda polno mero optimizma. In naj zaključim z kitajskim pregovorom, ki pravi: vsi cvetovi prihodnosti so semena sedanjosti. Hvala lepa. Hvala predsedniku uprave Pomurskega sejma, gospodu Janezu Erjavcu. Preden pa bodo spregovorili drugi, za danes napovedani pomembni govorci, pa znova vabimo k nastopu umetnike iz Ljudske republike Kitajske. Tokrat boste nastopili Wang Ce in Chen Yi. Opazovali in slišali bomo skladbo in ples, ki nosita naslov Moderna opita lepota. Točka vsebuje tradicionalne kitajske kulturne elemente ter jih združuje s popularno kitajsko glasbo. Osnova izvira iz kitajske opere Opita lepota, ki opisuje cesarja in njegovo najljubšo konkubino v dinastiji Tang. Prisluhnimo in opazujmo.剑门关是你对我深深
金雀钗与搔头是你给我的礼物，一场一世几番轮回为你歌舞，剑门关是你对我深深的思念，下愿为真爱魂断红颜，爱恨就在一瞬间，举杯对月情似天，爱恨两茫茫，问君何时圆，菊花台到阴明月，谁知我爱心中藏，醉在君王怀，梦回大唐来，爱恨就在一瞬间，举杯对月情似天，爱恨两茫茫，问君何时圆，菊花台到阴明月，谁知我爱心中藏，醉在君王怀，梦回大唐来。Vanzečeni, moderna opita lepota. Skril kitajskega Melosa pa spet domov v Slovenijo, natančneje sem v Gornjo Radgono, mesto, ki se ponaša z imenom mesto sejmov in penine in gosti sejem Agra. Vljudno vabimo k mikrofonu župana matične občine, v kateri poteka sejem Agra, gospoda Stanislava Rojka, da nas pozdravi kot župan Gornje Radgone. Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kmetijstvo Republike Slovenije, magister Dejan Židan, spoštovani predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec, dragi visoki gostje, obiskovalke in obiskovalci, dame in gospodje, v imenu občine Gornja Radgona, ki je danes bila že nekajkrat omenjena kot mesto sejmov in penin, vam prinašam najtoplejše pozdrave. Nagovoriti tako pomemben skup, kot je skup, ki že 55. odpre sejem Agra, ki se dogaja tukaj v Gornji Radgoni, je seveda poseben privilegij, ki ga nima vsak. In jaz ga kot takega jemljem z velikim spoštovanjem. In zato bom seveda najprej povedal hvala Pomurskemu sejmu, da je tukaj v Gornji Radgoni, da trmasto vztraja in da kaže na to, kako se pojem trajnosti lahko tudi v sejmarjenju skozi stoletja nadgradi v 55-letnem zaporedju Pomurskega sejma v Gornji Radgoni, katerega obiskujem toliko, kot sem star. To je nekaj, kar lahko seveda nekomu drugemu ponudimo kot vzor, kako se na tem svetu tako ali drugače globalnim izzivom, ki so vedno večji, ponudi prava rešitev. Svet drvi v neko smer,
ki nas tako ali drugače sili, da bomo zelo hitro morali pozabiti na vse izme in stopiti skupaj, ker če ne bo hudo. In prav na sejmu Agra, kjer tako ali drugače, seveda, ko pridemo malce bliže, tudi v Slovenijo, v kmetijstvo, ki nas preko vsega tega, kar nam na koncu da na mizo, poskrbi za to, da je tako, kot mora biti, kaže na to, da zmoremo. In če pri tem, da govorimo o tem, da zmoremo, lahko ponudimo tudi širše rešitve, ki jih ni malo, torej tudi Slovenci zmoremo najti rešitve, ki so v globalnem svetu pomembne. Na sejmu Agra je točno to moč videti. Zato še enkrat dobrodošli v Gornji Radgoni, dajmo odpreti oči tudi na okoliške hribe in doline na Griče, ki so krasni. Pa boste videli, da so izzivi tega sveta tukaj pred nami in da zmoremo. Hvala lepa in uživajte v Gornji Radgoni. Hvala gospodu županu. Brez Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ni celovitega sejma. Zato k nagovoru vabim predsednika, gospoda Cveta Zupančiča. Lep dober dan želim vsem skupaj. Najprej pa seveda prav lep pozdrav predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, ministru za kmetijstvo, gospodu Dejanu Židanu, seveda predsedniku uprave sejma, vsem evropskim poslankam, poslancem, ministrom, prisotnim, našim domačim poslankam, poslancem, njihova vloga je velika v kmetijstvu. Seveda tudi vsem kmetijskim ministrom, ki prihajajo iz tujine, vsem ministrom, vsem tujim in domačim gostom, lahko da sem koga spustil, tudi vsa stroka, ki je tukaj prisotna, direktorji ustanov v Sloveniji, vsi res lep pozdrav, kakor je bilo že uvodoma rečeno, da sejem Agra je tista, ki združuje, ki zbližuje vse, kar pomeni kaj v kmetijstvu, tako v Sloveniji, kakor tudi navzven, se pravi, kar imamo tudi mi možnost tega sodelovanja. Res še enkrat sem skupaj lep pozdrav. Moram reči, da tudi sam sejem, ki nudi veliko ponudbo tehnike, živinoreje, vsega, kar kmetijstvo premore, pa na koncu tudi, kot je bilo že omenjeno, veliko predavanj, strokovnih, okroglih miz, se pravi analiz in pa tudi zaključkov za prihodnost. Sam bi rad ob tem poudaril izpostavil dve temi, ki se mi zdi, da bodo v prihodnjih 10 letih in tudi dolgoročno še kako pomembne in tudi vplivale na razvoj kmetijstva v Sloveniji. Najprej bi se dotaknil klimatskih sprememb. To ni stvar, katera se dotika samo Ministrstva za kmetijstvo, to je stvar, ki se dotika vlade in širše projekcije slovenskega prostora v prihodnje. Vedeti moramo, da od zadnjih 5 let dejansko vsako leto evidentiramo nad 100 milijonov škod v kmetijstvu in gozdarstvu, ki nastanejo, kar nekaj tega še ni, tudi ni evidentirano. In to, da ne govorimo o drugih škodah, ki jih klimatske spremembe povzročajo, pomeni, da bo prihodno treba graditi, sestaviti neki način, kako v borbi proti tem naprej. Sam vidim, da je potrebno, kar se tiče kmetijstva, peljati v dveh smerih. Ena smer je preprečevanje, tukaj se vidi lahko na en način v temu, da gremo v smeri namakanja. Namakanje je, danes poznamo vsi, tudi en vrtič, ki se vsi namakajo, ene zelenice ne moramo vzgojiti, če ni namakanja, pa vendar kmetijci pa svojih površin še vedno ne namakamo v dovoljšni meri. Vedno se vprašajmo, kaj je voda, ki nam pomeni življenjskega značaja in kaj je voda, ki jo teče, ki bi lahko uporabili za namakanje. Drugi del je tudi ta, ko govorimo o tehnoloških znanjih, ki jih bo treba v kmetijstvo uvesti, in tretji del je preprečevanje, so tudi mreže in tako naprej. Seveda vemo, da vseh škod ne bo možno preprečiti in zaradi tega je treba vzpostaviti tudi temeljit
vzvod zavarovanj ali fondov ali kakorkoli bi že imenovali, da se bo ta del tudi na ta način saniral. So še druge možnosti, stroka jih pozna, poznajo jih tudi kmetje in vse skupaj sestavljeno bo pomenilo neko borbo proti temu. Kot vemo, vse naravne nesreče, ki so zdaj od žledoloma, podlubnikov, pa pozeb, suš, poplav, toč, ožigov in tako naprej, vse to je posledica dejansko klimatskih sprememb ali pa večina. Drugi del, ki bo pa tudi zelo pomemben za prihodnost, pa je skupna kmetijska politika, ki se bo v tretje obdobje postavila leta 2020 do 2027, kjer moramo zelo paziti, da je za Slovenijo pomembna vsaka kmetija, da je za Slovenijo pomembno, če ponazorim, Bistrica, tako Ilirska, Bohinjska, kakor tudi Slovenska, se pravi, da bo regijsko enaki razvoj kmetijstva, čeprav vidimo iz vseh govorov, kako se Evropa združuje, kmetije povečuje za cenejša pridelava, pa vendar Slovenija je specifika. Mislim, da tudi v prihodnje na tem delu ne bomo mogli kaj veliko narediti, kajti tista kmetija, ki jo obdeluje en kmet z 10 hektarji v hribovitem delu, ne bo nihče drug obdelal kot tisti kmet, ki je tam. Nobeno združevanje, nobeno, govorim, tisto intenzivno kmetijstvo na drugem koncu Slovenije. Zato tudi ta kmetijska politika bo morala biti usmerjena tako, da bo dostopna za vsakega, da bo vsak se v njej videl, kajti sredstvo bo manj in tista sredstva bodo mogla zagotavljati poleg razvoja dohodkovnega položaja na sami kmetiji tudi preživetje, kajti mladega kmeta je možno motivirati samo s tem, da vidi v panogi, v poklicu perspektivo. Toliko bi zaenkrat o temu. Vsem, ki ste se udeležili in se bojo še udeležili tega sejma uradnega, želim veliko lepih dogodkov, lep dan, tisti dan, ko ga bo obiskal, sejmarjem pa seveda uspešen sejem. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi Zadružna zveza Slovenije je tradicionalno in neločljivo povezana s sejmom Agra. Zato vabim njenega predsednika, gospoda Petra Vriska, da nas tudi on pozdravi in nagovori. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Dejan Židan, vsi ostali ministri, državni sekretarji, poslanci, državni svetniki, poslanke, visoki gostje, predvsem pa spoštovani kmetje, razstavljavci, obiskovalci tega sejma in prav lep pozdrav tudi v imenu celotnega zadružnega sistema. Prej je že predsednik uprave sejma povedal, da je ta sejem nekako letos, da je moto trajnostni razvoj pa racionalna raba z gozdovi. Trajnostni razvoj tudi 55 let tega sejma pomeni, da dela na trajnosti. Tudi moram povedati, tudi 145 let zadružništva v Sloveniji pomeni, da znamo delati trajnostno, torej da zadeve trajajo. Tisto na kratek rok seveda nima perspektive. To vemo tudi kmetje in vsak kmet je ponosen na svojo tradicijo, ko reče, glej, na naši kmetiji kmetujemo že 100, 200 ali pa več let. Seveda problemov se poraja veliko, Cveto Zupančič je že kar nekaj povedal. Nekaj dni nazaj nas je minister za kmetijstvo sklical skupaj nevladne organizacije, odprli smo temo, kakšna bo skupna kmetijska politika po letu 2020. Zelo pomembna tema in pomembno to, da smo prišli skupaj vsi, tako vladne strukture kot tudi nevladne organizacije. Seveda pogledi so mogoče nekoliko različni, ampak zdaj nekako vsi tudi v Evropi govorijo, denarja bo manj. Ampak gledajte, Evropska unija se odpira svetu, cene so vedno nižje, elementarne nesreče, kot je bilo že danes večkrat omenjeno, so vedno hujše. Težko si predstavljam, kako bo evropsko kmetijstvo preživelo, če mi že vnaprej rečemo, denarja bo manj. Seveda vsi bi želeli Evropo odpreti vsem ostalim velikim gospodarstvom, na drugi strani pa je treba vedeti, da tukaj najbolj trpijo ravno kmetje. In če tukaj trpijo evropski kmetje, potem trikrat bolj trpijo slovenski kmeti, ki imamo toliko manjše kmetije in kmetujemo v tako težkih pogojih dela.
Seveda, težko bo izposlovati več, kot je do sedaj, ali pa isto, ampak če mi že naprej rečemo, strinjamo se, da bo manj, potem seveda bojo ostale strukture pritisnili na to, da bo tega denarja res manj. Veliko se dela zadnja leta na promocije, to je tudi ministrstvo, bi rekel, dalo jasne, bi rekel, vizije že nekaj let nazaj. Brez neke resne promocije v tem globalnem svetu seveda ne bomo mogli preživeti. Meja ne moramo zapirati in se potrošnik mora, ko pride v trgovino, reči, hočem lokalno hrano, domačo hrano, slovensko hrano. Tako pač se dela tudi drugod. Ko gremo na sosednjo Hrvaško, v Italijo, v Avstrijo, kamorkoli gremo, ljudje so osveščeni in kupujejo domače. To pomeni domača delovna mesta in pa preživetje domačega kmeta. To pomeni lepo, poseljeno, obdelano podeželje, ki je potem tudi pogoj za turizem. Nihče ne bo šel kot turist v neko državo, kjer je vse zaraščeno, kjer nimaš kaj kupiti, kjer ne moreš probati domačega vina in domače hrane. Na tem sejmu seveda je letos, pač, kolikor sem slišal, rekordno število držav, rekordno število razstavljavcev. To, kar vidimo, je lepo. Mislim, kmetu zaigra srce, ko vidi te lepe stroje, pa smo mogoče malo udarjeni na to, ker se spomnimo, kaj je bilo, ko smo delali bolj ročno in ti sodobni stroji se nas res dotaknejo. Na drugi strani pa pomemben del tega sejma so pa tudi strokovni posveti, kjer potegnemo črto, kaj smo postorili do sedaj in kaj moramo postoriti jutri. Tu pa vedno znova poudarjam tesno sodelovanje nevladnih organizacij, zadružnega sistema, kmetijsko-gozdarske zbornice, gospodarske zbornice, kmečke ženske, mladina, sindikat kmetov, vsi skupaj moramo enotno nastopati z aktualno politiko, ki se tudi bori za dobro te slovenske države. Še posebej seveda kot predstavnik zadružnega sistema bi pa izpostavil tudi zadružni sistem, torej 145 let vidimo, obstajamo. Včasih v medijih vidimo, kako nekateri še vedno znova mislijo, da ta sistem ni nekaj posebnega. Pomembno je, da imamo svojo banko, ki dobro dela, ki v dosedajšnji zgodovini beleži letos najboljši rezultat. Zadruge tudi agregatno, v lanskem letu smo v 20 letih po rezultatu najvišje. Veseli se, da smo vključili tudi semenarno Ljubljana, ki ohranja avtohtone slovenske sorte. Ne moramo si predstavljati samooskrbe brez tega, da imamo lastne sorte in to ni enostavno. Tako da zadružni sistem dobro, kvalitetno dela in tako bo deloval tudi v prihodnje. Jaz želim tukaj veliko lepih poslovnih dogodkov, tukaj na tem sejmu, vsi ste lepo povabljeni v Halo B, kjer smo Zadružna zveza, Deželna banka, Semenarna, Kmečki glas in nekatere večje slovenske zadruge, tudi zbornica je tam in tam imamo tudi kaj dobrega za pojesti pa za spiti, da samo ne govorimo o tem, ampak da damo tudi poizkusiti te dobre slovenske stvari. Hvala lepa. Hvala gospodu Vrisku za navdušenje in prijetno povabilo. Sedaj pa k mikrofonu vabimo gosta, ki prihaja od daleč. Ljudska republika Kitajska je država partnerica letošnjega sejma Agra. Prav zato nas bo sedaj pozdravil in nagovoril minister za kmetijstvo Ljudske republike Kitajske, gospod Han Chang-fu. Prosim.尊敬的斯洛文尼亚共和国博鲁特·巴赫尔总统阁下，尊敬的戴阳日丹副总理阁下，各位部长、各代表团团长、女士们、先生们，大家上午好，多布尔丹。Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani namestnik vlade, predsednika vlade Republike Slovenije, Dejan Židan, spoštovani ministri, vodje delegacij, spoštovane gospe in gospodje, vsem želim en lep dober dan. 在这喜迎丰收的美好季节，我很高兴来到美丽的尚拉德格纳市，与各位共同出席第55届斯洛文尼亚共和国国际农业与食品博览会，共同领略这个盛大的节日。中国是本届博览会的主宾国，我谨代表中华人民共和国农业部
对博览会的举办表示热烈的祝贺。Pravkar poteka letni čas, ki ga zaznamuje žitev. In prav zaradi tega mi je veliko veselje in čast, da sem lahko tukaj v Gornji Radgoni, kjer poteka 55. mednarodni sejem Agra. Veliko veselje in čast nam je, da nam je bila ponujena ta možnost in dano vabilo, da se lahko predstavimo kot država partnerica na tokratnem sejmu. Tako da bi se vam želel zahvaliti v imenu kitajskega ministrstva za kmetijstvo za to priložnost in vam obenem čestitati ob tako pomembnem jubileju. 来到斯洛文尼亚以后，映入眼帘的始终是贵国美丽的自然风光和满眼绿色，环境优美而空气沁人心脾。布莱德湖宛如仙境，蜂蜜、火腿、奶制品、红酒等美食令人口齿留香，萦绕耳旁的民间音乐令人陶醉，人们友好且热情好客，这些美好的印象令人终生难忘。本届博览会举办期间，第2届中国中东欧国家农业部长会议、第12届中国中东欧国家农业经贸合作论坛同期召开，3项活动互动融合、相得益彰，成为一大亮点。各国与会代表在共商中国与中东欧国家农业合作发展大局的同时，亲临博览会参观，对推动经贸合作、促进农业发展具有重要意义。我对斯洛文尼亚农业部和戴阳日丹部长卓越的组织力和热情好客表示高度赞赏。Odkar sem prišel v Slovenijo, sem nadvse navdušen nad prelepo pokrajino, ki sem jo imel priliko videti, in tudi nad prelepo naravo, s katero se lahko Slovenija pohvali. Dejansko imate prekrasno okolje tukaj, sveži zrak, ki napolni vsaka pljuča. Obiskal sem tudi Bled in bil navdušen nad lepotami tamkajšnjega jezera. Okusil sem tudi slovenski med, privoščil sem si slovensko šunko, tudi slovenske mlečne izdelke in poskusil slovensko vino. In vse je naredilo name zelo velik vtis. Imel sem tudi priložnost prisluhniti slovenski ljudski glasbi in biti očaran nad njo. Obenem naj povem, da sem navdušen nad prijateljstvom, ki so mi ga Slovenci izkazali, in nad gostoljubjem tukajšnjih ljudi. Vse to je globoko prispevalo k moji veliki in prijetni izkušnji v Sloveniji, tako da je to izkušnja, ki je zagotovo ne bom pozabil. V sklopu tokratnega sejma Agra bo potekal tudi poseben sestanek poslovnega tipa. To bo drugič, da bo takšen sestanek organiziral. Obenem pa je tudi včeraj potekal 12. forum kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope. Torej, če skombiniramo vse te stvari skupaj, vidimo, kako so vse to dogodki, ki močno še dodatno poglabljajo naše sodelovanje in kako se vsi ti dogodki dopolnjujejo med seboj. V sklopu teh dogodkov se razne delegacije iz zadevnih držav, se pravi iz držav Srednje in Vzhodne Evrope ter Ljudske republike Kitajske, pogovarjamo o možnostih dodatno poglobljenega sodelovanja in tudi se pogovarjamo o nadaljnjem sodelovanju na področju trgovinske izmenjave, kar zadeva kmetijstvo. Prav zaradi tega bi želel res čestitati za odlično opravljeno delo in prekrasno organizacijo, še posebej ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dejanu Židanu. Čudoviti gostitelj ste. 中东欧国家位于古丝绸之路的沿线，与中国有着悠久的农业合作历史。近年来，中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议得到各国广泛欢迎和热情支持，为深化中国与中东欧国家农业合作带来了新的
历史机遇。中国主张农业贸易便利化，反对贸易保护。近年来，每年进口农产品在1300亿美元以上。中国虽然是农产品生产大国，但是也欢迎其他国家，尤其是中东欧国家的优质特色农产品，对我们出口丰富中国人的餐桌。作为本届博览会。 Vse države Srednje in Vzhodne Evrope se obenem nahajajo na nekdanji in še vedno vsem dobro znani svileni poti. Prav ta svilena pot ima svojo zgodovino, zgodovino dolgega in plodnega sodelovanja v vseh preteklih časih in tudi dan današnji. Prav zaradi tega je predsednik Ljudske republike Kitajske podal pobudo, da se ta zgodovina nekako obnovi z novo pobudo, ki se imenuje Pas in cesta. In ta pobuda je bila toplo in dobro sprejeta tudi strani srednje evropskih in vzhodnoevropskih držav. Omogoča pa tudi, da se na ta način še dodatno poživi in nadgradi sodelovanje na področju kmetijstva med temi državami. Ljudska republika Kitajska namreč močno podpira trgovinsko izmenjavo na področju kmetijstva in sama zelo nasprotuje morebitnemu protekcionizmu na tem področju. Prav zaradi tega velja za veliko uvoznico kmetijskih izdelkov. Vsako leto namreč uvozimo kmetijske izdelke v vrednosti 130 milijard ameriških dolarjev. Četudi je Kitajska sama zelo velika pridelovalka na področju kmetijstva, ampak vserej so naša vrata odprta za kmetijske izdelke od drugod, še posebej to velja za izdelke visoke kakovosti, kakršnih smo vajeni iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. 作为本届博览会的主宾国，中国农业部组织了几十家农业龙头企业，我们带来了富有中国特色的农产品，包括茶叶、枸杞、板栗、大枣和杂粮。我们还为大家准备了代表中国传统文化的茶艺表演，诚挚邀请各位到中国展台，亲口品尝中国美食，亲身体验中国文化。 Kot letošnja država partnerica se je naše ministrstvo odločilo, da pride na Agro z 12 oziroma kar več kot 10 najpomembnejšimi proizvajalci, ki delujejo tokrat kot razstavljavci na sejmu Agra. Prinesli smo s seboj kar nekaj tradicionalnih izdelkov, pri katerih smo znani po vsem svetu, med njimi boste našli tudi kostanjeve izdelke in še posebej kitajski čaj, ki ga najbrž vsi poznate. V zvezi s tem smo se odločili, da bomo organizirali tudi posebne kitajske čajne obrede, tako da vljudno vabljeni na naše stojnice, da tudi to izkusite sami. 最后，预祝本届博览会圆满成功，谢谢总统阁下，谢谢大家。 Mi dovolite tudi, da vsem zaželim zelo uspešno Agro tudi v tem letu. Lepo pozdravljeni vsi, hvala za pozornost. Hvala lepa ministru za kmetijstvo Ljudske republike Kitajske z imenitnim opisom, predstavitvijo in tudi predstavitvijo razsežnosti, ki sprožajo marsikatera dejstva in dejstvo, da Ljudska republika Kitajska uvozi kar za 130 milijard ameriških dolarjev hrane, je fascinantna številka. Sedaj pa vabim ob gostu sedečega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter podpredsednika vlade Republike Slovenije, magistra Dejana Židana, da nam tudi on spregovori, nas pozdravi in nas tudi kaj opomni. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod direktor,
spoštovani ministri, posebni pozdrav ministru Ljudske republike Kitajske, gospodu Han Changu, ki je tukaj naš gost. Lep pozdrav vsem visokim gostom, drage prijateljice, dragi prijatelji, in dovolite seveda, da posebej z veseljem pozdravim vse prisotne kmetice in kmete. Dovolite, da vam povem eno ali dve izkušnji. Nekaj tednov nazaj sem imel možnost, da sem bil prisoten na konferenci mogoče najpomembnejše svetovne organizacije, to je organizacija FAO, ki v bistvu skrbi, njena glavna naloga je borba proti lakoti. Gospod Graciano da Silva, direktor te organizacije, nas je vse presenetil. Povedal je nove podatke, ki bodo kot študija uradno predstavljeni oktobra letos, in to je, da od leta 2015 se ponovno povečuje število lačnih zemljanov. Po njegovih podatkih je ponovno vsak 9. zemljan lačen. To je seveda nesprejemljivo. Kot glavni razlog je gospod direktor navedel ob seveda večanju števila ljudi, kar poznamo, je navedel vojna področja, kjer ljudje ne morejo kmetovati, in kot pomemben nov razlog klimatske spremembe, ki so v marsikaterem delu sveta postale neobvladljive. In tukaj smo seveda v Sloveniji. Klimatske spremembe, na katere so nas opozarjali znanstveniki desetletja nazaj, smo mogoče v preteklosti, pred 10–20 leti, sicer razumeli, ampak razmišljali, vse to bo čez 50 let, to bo čez 100 let, ampak to je sedaj tukaj. Če pogledate, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, letošnje stanje v Sloveniji. Marca, mogoče se ne spomnite, bistveno pretoplo vreme, vreme, kakšnega v Sloveniji ne poznamo. April, pozeba. Kaj je to pozeba? 50 let nismo poznali pozebe. Doživeli pa smo jo lansko leto in letos. Potem pa 4 vročinski vali. Ko mi danes opazujemo slovenska polja, vidimo, pod kakim pritiskom klimatskih sprememb je proizvodnja poljščin, proizvodnja sadja, vrtnin in druga kmetijska proizvodnja. Vendar to ni samo na polju. Če opazujemo slovensko morje, 30 in več stopinj, ribe ugotavljajo, da je neprimerno in se pričenjajo seliti. In če se pogovarjamo z slovenskimi ribiči, mnogo prepogosto se vračajo s praznimi mrežami. Okrog nas imamo mnogo živine. Letos smo v Sloveniji zaradi klimatskih sprememb, ki omogočajo razvoj novih in hitro širjenje starih insektov, prvič v zgodovini države izpeljali akcijo, kjer smo 2-krat pocepili vso govejo živino in drobnico. Če pogledamo slovenski gozd, bijemo izjemno težko borbo z lubadarjem. Še vedno nam uspeva, da zaradi relativno hitrega odkrivanja in poseka je poškodovanih manj dreves kot je letnega prirasta, ampak borba je izjemno težka. To vam, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ne govorim zato, ker je potrebno kjerkoli obupati. Govorim vam zlasti zato, da razumemo, kako težke in velike naloge so pred slovenskim, evropskim in svetovnim kmetijstvom. Ni vprašanje, mi se moramo prilagoditi. Ko danes opazujemo izvajanje kmetijske politike, vidite, da je delno korigirana. Ukrepi so spremenjeni, vendar še bistveno več naporov bo potrebno izvajati tudi v prihodnje. Zato se povsem strinjam s predhodnikom, da v naprejšnjo pristajanje, da bo v bodoči evropski kmetijski politiki manj denarja za tako pomembno panogo, ki nam daje prehransko varnost, ob tem, da so pa zahteve nove, podnebne se sprememba, nove bolezni, je enostavno nedopustno. Danes razmišljate, da bomo pristali na to, da bo sektor, ki je po tako veliko obremenitvijo manj podprt, je enostavno nedostojno. Drage prijateljice, dragi prijatelji, nam v Sloveniji izjemno dosti pomeni sodelovanje v skupini 16+1.
Spoštovani minister, dragi prijatelj, meni je lansko leto novembra bila izjemna čast, ko smo se soglasno v tvoji veliki državi dogovorili, da bo letošnje srečanje v Sloveniji. To je znak zaupanja, verjamem tudi dobrega dosedanjega delovanja in ponosen sem na rezultate že prvih dni skupnega dela. Mi bomo se trudili, da tako skupaj gremo naprej. Vem, da marsikdo vpraša, zakaj Slovenija tako zelo sodeluje v skupini 16+1. Ampak odgovor je preprost. Mi, kakor vse države, neodvisno od velikosti, potrebujemo prijatelja. Mi, kakor vse države, potrebujemo skupno iskanje rešitev, ki jih na nas naslavljajo novi izzivi. In mi, kakor vse države, občasno potrebujemo tudi solidarnost. In to nam skupno delo v skupini 16+1 daje. Je pa pred nami še relativno dosti novih izzivov. In mogoče ena stvar, ki je pomembna. Ko smo pred 3 leti začeli z misijo, ki je takrat izgledala kot misija nemogoče, Svetovni dan čebel. Ena prvih držav in eni prvih državnikov svetovnih, katerim sem to pobudo v idejni fazi predstavil, je bil kitajski podpredsednik Wang Yang in kitajski minister za kmetijstvo, gospod Han. In doživeli smo maksimalno podporo. Tudi z vašo podporo smo prišli tako daleč, da je na FAO konferenci bilo ne samo z soglasjem, ampak z navdušenjem sprejeto, da Združeni narodi morajo razglasiti Svetovni dan čebel. Jaz vem, da v Sloveniji, ko razmišljamo o čebelah, razmišljamo o marsičem, o zgodovini, o potrebi biotske raznovrstnosti in podobno. Vendar, ko na svetovni ravni razmišljamo o čebelah, razmišljamo o opraševanju. V zadnjih 50 letih se je število proizvodnja hrane se podvojila. Hrana, ki je odvisna od opraševanja in zlasti čebel, pa je krat 4. In tudi v bodoče vidimo rast zlasti na tem področju. Tako da, ko mi govorimo o svetovnem dnevu čebel, nas v svetu razumejo, da kot majhna država po površini, kot v tem primeru veliko pa po ambicijah, prispevamo svoj mozaik k borbi proti svetovni lakoti. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage kmetice, dragi kmetje, dragi proizvajalci hrane, proizvajate čudovito hrano, delegacije 16 držav, ki so naše gostje, so vse to potrdile. Prosim, bodimo ambiciozni tudi naprej in jaz verjamem, da indeksi, tudi statistiko je potrebno včasih gledati, indeksi, ki že nekaj časa ponovno rastejo, bodo rasli tudi vnaprej. Želim vam vse dobro. Hvala gospodu ministru. Umetniki iz Ljudske republike Kitajske so za nas pripravili še en nastop, v katerem bodo sodelovali gostujoči učitelji. Ye Yuchen, Wang Caoqiang, Shi Yinchen, Li Yanan, Wang Ce, Tang Civei, Chen Yi in Tu Ling Ling bodo za nas izvedli skladbo Modri in beli porcelan, ki opisuje lepote Kitajske in jo primerja z očarljivim dekletom. Pevski nastop spremlja izdelava kitajske kaligrafije, ki sodi skupaj s slikarstvom, glasbo in poezijo med najbolj znano kitajsko umetnost. Vsak kitajski umetnik pozna tako tudi osnove kitajske kaligrafije.透过窗，心使我了然，深
藏，而你嫣然的一笑如含苞待放。你的每一缕飘散，去到我去不了的地方。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地书汉里放前朝的飘逸，就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，一眼带笑意。色白花青的经历，跃然于万地。临摹宋帖，落款时却惦记着你。你隐藏在腰梢里千年的秘密，细细腻犹如绣花针落地。帘外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿。而我路过那江南小镇，惹了你。在泼墨山水画里，你从墨色深处被隐去。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地书汉里放前朝的飘逸，就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，一眼带笑意。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地书汉里放前朝的飘逸，就当我为遇见你。而我在等你，月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，一眼带笑意。Modri in beli porcelan. Iskrena hvala kitajskim prijateljem, ki jim je za nastop čestitev tudi njihov minister, mi pa smo jih nagradili z aplavzom in z veseljem smo jih tako opazovali, kot jim tudi prisluhnili. Spoštovani zbrani, smo pred koncem uradnega dela, zato si štejemo v čast, da lahko na oder povabimo slavnostnega gosta, govornika in otvoritelja sejma Agra 2017, predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Spoštovani gospod predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod župan, gospod minister, z vašimi pomembnimi gosti, zlasti kitajskim, ki je letos častni, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Najprej bi se obrnil k vam, gospod predsednik uprave, in vam čestital ob pomembnem jubileju. Organizirati 55krat zapored sejem, ostati tradicionalen in hkrati modern, je zahtevna naloga, ki vam v celoti uspeva. Izražam hvaležnost, željo, da bi vam tako uspevalo tudi v prihodnje. Malo prej smo se
sestali v vaši pisarni in se kratko posvetovali o tej slavni tradiciji. Župan je malo prej omenil, da je tako rekoč od rojstva tukaj. Jaz sem tukaj, mislim, da 17. Ko smo se pogovarjali, sem spomnil, zakaj sem prišel prvič. Moj takratni poslanski kolega in vaš tukaj pomurski rojak, Feri Horvat, mi je, ko sem prevzel dolžnosti predsednika stranke, dejal, rekel, Borut, če želiš kdaj razumeti in oblikovati državno politiko, potem bo potrebno konec avgusta prihajati na pomurski sejem. V tem je veliko resnice. Tukaj se kot redko kdaj v Sloveniji na nekem mestu zbere praktično strokovni, politični, vladni in nevladni cvet nekega področja, v tem primeru kmetijsko-živilskega in pogosto, tudi letos, z vplivnimi, pomembnimi gosti iz tujine. Tukaj grejo naše čestitke ministru, ki je uspel, da ob robu tega 55. jubilejnega sejma poteka tudi srečanje 16 ministrov z kitajskim gostom. Mislim, da je zelo pomembno, da je tudi letos v ospredju trajnostni razvoj. Vsi ostali govorniki, razen mene, so bili poznavalci tega področja. Jaz nisem, vendar pa sem predsednik republike in dolžan razumeti nekatere ključne strateške usmeritve, ki so pred nami, pred našo nacijo in pred našo državo skupaj z našimi evropskimi partnerji. Trajnostni razvoj postaja paradigma 21. stoletja. In za nas je verjetno ključno vprašanje, je to nam pisano na kožo ali nas ogroža? Trajnostni razvoj je naši domovini, naši deželi, našim ljudem, naši identiteti pisan na kožo. Z njim so povezana brezštevilna vprašanja, zelo zahtevne strokovne dileme. O tem jaz težko presojam, vendar menim, da bo naša pamet v pomoči v sodelovanju s tujo našla odgovore tudi na ta zahtevna vprašanja. Ampak v osnovi je trajnostni razvoj. Razvoj, ki poskuša iti v sožitju med človekom in naravo, ki poskuša naravo ohranjati, ki vsebuje socialne elemente tega sožitja, pisan Sloveniji na kožo. Slovenija je lepa dežela, je vse bolj urejena dežela, ohranja svoje podeželje razvito, vsaj trudi se, da bi to podeželje ohranjala razvito in da bi na podeželju ne ohranjali samo kmetijske proizvodne, ampak da bi razvijali vse tiste druge sorodne, morda v prihodnosti prevladujoče aktivnosti, zaradi katerih bodo mladi ljudje in mlade družine ostajale na podeželju, kjer mora biti seveda poskrbljeno za to, da bo za njihove otroke vsa tista infrastruktura, ki bo razvijala vse njihove talente, z upanjem, da bodo tudi oni morda ostali na podeželju. Zato bi rad pogledal ob koncu tega kratkega nagovora, preden odpremo 55. sejem, z optimizmom, z upanjem, ne za strahom, pogledal v našo prihodnost, prihodnost naše dežele. Kot so rekli številni govorniki, je res, da imamo številne probleme, ampak take probleme imajo verjetno tudi druge. Imamo pa nekaj naravnih danosti, ki jih moramo skrbno čuvati, imamo tudi nekaj izkušenj neprecenljivega pomena, naših, lastnih, kako živeti v tem prostoru, zaradi katerih se mi zdi, smemo na te izzive vendarle gledati z optimizmom. Z tem, bom rekel, vedrim pogledom na prihodnost, mi je v čast, da sem letos častni pokrovitelj tega pomembnega sejma, razstavljavcem, vsem, ki se bodo sprehodili skozi razstavišče v naslednjih dneh, želim, da bi se imeli tukaj lepo, da bi spoznali nove poslovne partnerje, da bi razvijali, kar je redkost sejma kot doživetja, čisto človeške stike. Vsem želim veliko uspeha in sreče. Čestitke za otvoritev sejma.
Hvala predsedniku republike za dobre želje, za optimizem, vedrino in predvsem za spoštovanje prireditve, ki doživlja svojo 55. ponovitev. S tem pa sejem še ni dokončno in uradno odprt. Zato vas prosim vse, spoštovani gostje, da še počakate na en nastop, ki bo zaokrožil današnjo otvoritveno slovesnost. Ta nastop potrebuje nekaj tehničnih naprav, se pa splača potrpeti. Dovolite, da ga najavim takole. Kitajsko in evropsko, slovensko kulturo razlikuje marsikaj, a veliko je stvari, ki jo druži. Ena od njih je pomen konja v narodni tradiciji in ljubezen do teh plemenitih živali. Slovenci smo ponosni na svoje avtohtone pasme konj, med katere sodijo lipicanci, posavski in slovenski hladnokrvni konj. Lipicanec ima med njimi posebno mesto. Njegova zibelka je kobilarna Lipica že od leta 1580. Svojo 437-letno tradicijo je Lipica tudi ena najstarejših kobilarn na svetu. Kobilarna Lipica se ob izjemni konjerejski tradiciji lahko pohvali tudi z bogato tradicijo organiziranja mednarodnih konjeniških tekmovanj na področju dresurnega jahanja in vožnje vpreg. Zato ji je Mednarodna konjeniška zveza letos zaupala organizacijo enega največjih in najpomembnejših konjeniških tekmovanj na svetu, svetovnega prvenstva v vožnji dvovpreg. Častni pokrovitelj tega dogodka bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Za naziv svetovnega prvaka se bo potegovalo več kot 80 voznikov iz 23 držav sveta z več kot 240 vrhunskimi tekmovalnimi konji. Svetovno prvenstvo se bo pričelo v sredo 20. septembra, 21. in 22. septembra bo na vrsti dresurna vožnja, 23. septembra pa adrenalinska maratonska vožnja s kar 8 zahtevnimi ovirami. O svetovnem prvaku bo v nedeljo 24. septembra odločila spretnostna vožnja. Nastanek lipicanske pasme je tesno povezan z dresurnim jahanjem in vožnjo vpreg. Danes bomo lahko občudovali lipiško šolo klasičnega jahanja, tako imenovano šolo nad zemljo. Spektakularni skoki šole nad zemljo so vrhunec dresure konj. Lipicanci so zanje prav posebno nadarjeni, z njimi pa so zasloveli po vsem svetu. Prav vse skoke šole nad zemljo, imenujejo se levade, pesade, kurbet in kapriole, izvajajo lipicanski žrebci tudi v naravi med svojo igro. Trening in šolanje sta namenjena temu, da jih izvedejo na znak jahača in to z opremo. Predstavitev elementov šole nad zemljo nam bodo predstavili Napolitano Slava z jahačem Istokom Jelušičem, Konverzano trompeta z jahačem Gregorjem Lisjakom ter Siglavi Samira z jahačem Borisom Placarjem. Spremljali bomo levade, ki je ena najzahtevnejših figur šole nad zemljo, ki zahteva izredno ravnotežje konja. V levadi morajo biti skočni sklepi zadnjih nog žrebca čim manj dvignjeni od tal, prednje noge pa pokrčene. Ko žrebec v največji meri zbranosti prenese svojo težo na zadnji del trupa, se pravzaprav usede na zadnje noge pod kotom od 30 do 35 stopinj in v tem položaju nepremično vztraja nekaj sekund. Kurbet je izredno zahtevna figura, prava mojstrovina, ki jo obvladajo le redki žrebci. Se zahteva izreden temperament in fizično moč. Pri tem elementu se mora žrebec uravnotežiti, se dvigniti in se nato zadnjimi nogama sonožno odrivati. V klasični šoli jahanja velja, da mora žrebec izvesti najmanj 3 sonožne skoke. Vsak dodatni skok je nadgradnja oziroma presežek, ki ga velja
nagraditi z aplavzom. Figuro kapriole izvajajo iz galopa na mestu. Zahteva izredno elastičnost, hitrost in temperament konja. Žrebec mora v kaprioli skočiti čim višje, saj lahko le tako enakomerno doskoči na tla z vsemi 4 nogami sočasno. V najvišji točki skoka žrebec sočasno brcne zadnjima nogama nazaj. Da lahko to izvede, mora biti v tem trenutku s prednjim delom telesa višje kot z zadnjim. Le tako lahko zadnjima nogama brcne, medtem ko ostanejo prednje noge pokrčene. Kot povedano uvodoma, bo na svetovnem prvenstvu v Lipici dresurni vožnji v soboto 23. septembra sledila maratonska vožnja z dvovpregami. In tudi to lahko za trenutek okusimo že danes. Maratonska vožnja je najbolj adrenalinska, s tem pa tudi najbolj zahtevna in najbolj atraktivna preizkušnja mednarodnih tekmovanj v vožnji vpreg. Tekmovalci se bodo najprej podali na več kilometrov dolgo vožnjo po lipiškem posestvu, nato pa bo pred njimi še glavni izziv. 8 zahtevnih maratonskih ovir iz trdih materialov. V nadaljevanju pa nam bodo maratonsko vožnjo ponudili lipicanca Famoza 3, Famoza 8, voznik Mitja Mahorčič ter sovoznik Urban Krajnc. Na maneži pa je le del ovir. Na tekmovanju v Lipici pa bosta med drugim tudi vodna in kamnita ovira. Vse ovire bodo morali prevoziti v pravilnem vrstnem redu, čim hitreje in brez podrtih žogic. Sedaj pa spremljajmo nastop tako, kot je bil napovedan. Obilo užitkov in vtisnimo si jih v spomin.
je pravzaprav tisto, na kar smo Slovenci izjemno ponosni, ker je del naše tradicije, tradicije našega prostora in to izjemno radi tudi pokažemo gostom in predstavimo v svetu. Kot smo že rekli, bo v Lipici 23. septembra sledila maratonska vožnja z dvovpregami. To bomo lahko okusili, si ogledali že danes. Maratonska vožnja je, kot rečeno, nekaj najbolj adrenalinskega in tudi najbolj zahtevnega. Zahteva veliko naporov, veliko znanja in tudi dolgotrajno delo. Tukaj bo samo nekaj manjših ovir v Lipici, pa seveda tako konje kot njihove jahače čaka 8 zahtevnih maratonskih ovir. V pokušnjo nam bodo to maratonsko vožnjo sedaj ponudili lipicanca Famoza 3 in Famoza 8 ter voznika Mitja Mahorčič ter sovoznik Urban Kranjc. Ko svojo spretnost in moč, pa tudi razumevanje združita konj in človek. Smo pri tradiciji, ki človeštvo spremlja že iz davne zgodovine. In če se spomnimo samo starih Rimljanov, ki so recimo z bojnimi vozovi počeli nekaj podobnega, kar mi sedaj počnemo v miroljubne namene, je to tista organska zgodovinska vest. Tretjo točko, imenovano kvadrilja, izvaja na lipicancih Združenje rejcev lipicancev Slovenije, kmetija Janhar iz Hraš pri Medvodah, ki ležijo med Kranjem in Ljubljano. Nastopajo Lipica 6 in jahač Žan Janhar, Lipica 13 in Aleš Dolinar, trompeta 1 in Mina Dežman, ter Lipica 6 in Urban Janhar. Delo s konji ima na kmetiji Janhar že več kot 20-letno tradicijo. Vzrejajo predvsem lipicance in v njihovi lasti je kar 17 belih lepotcev. Najnovejša pridobitev je pokrita jahalnica. Janharjevi nudijo tudi oskrbo konj, šolo jahanja, terensko jahanje ter jahanje ponija za najmlajše.
Otrokom popestrijo počitnice z delavnicami ter jahalnim taborom. Goste pa popeljajo tudi z dvouprego.
Drobna zanimivost, v pozdrav sta se odkrila samo jezdeca, damam je ta pozdrav prizanešen. Četrta in zadnja točka je defile dveh kočij. Nastopata Mitja Mahorčič na maratonki s sovoznikom in Janez Peternelj, vzrejna hiša lipicancev Barbana, z eno vprego iz okolice Radovljice. Naj dodam, da bo ta točka tudi simbolično sklenila današnjo slovesno otvoritev, na kak način pa bomo izvedeli vsak trenutek. Dekle, ki je na kočiji, prinaša riž k častni tribuni, kjer sedijo predsednik republike ter kitajski in slovenski minister za kmetijstvo. Riž bo podala predsedniku uprave Pomurskega sejma gospodu Janezu Erjavcu, ta ga bo ponudil predsedniku Republike Slovenije ter ministroma Kitajske in Slovenije, da na simboličen način skupaj posejejo riž. Riž bodo potresli po maneži. Naj dodam, da gre za simbolno gesto posipanja z rižem. Za vsem nam dobro znan običaj, ki ob porokah simbolizira rodovitnost. Čeprav tukaj ne gre za sklepanje zakonske zveze za poroko v pravem pomenu besede, so predsednik države in oba ministra, ki skrbita za uspešnost kmetijstva v svojih državah, simbolno posejali riž z željo, da bi bilo tudi v bodoče sodelovanje plodno in da bi bogato obrodilo v vzajemno korist. Prosim vas, da še počakate, saj imajo dekleta za vas, spoštovani in cenjeni gostje, pripravljena tudi darila. Gre za slovensko potico, ki je že stoletja posebna sladica, s katero v Sloveniji počastimo tako največje praznike, kakršen je zagotovo tudi sejem Agra, in najdražje goste, kakršni so tukaj med nami predsednik republike ter ministra za kmetijstvo Ljudske republike Kitajske in Republike Slovenije. Gospe in gospodje, iskrena hvala vsem prisotnim, vsem nastopajočim za imenitno predstavitev, vsem za udeležbo ter vam, dragi gostje, da ste si ogledali otvoritev, jo podoživeli. V nadaljevanju vam želim kar se da prijeten sejemski dan, prijeten ogled sejemskega prizorišča, najdite stare prijatelje, poveselite se in doživite Gornjo Radgono, ki jo je, tako kot je dejal predsednik republike, treba doživeti, če želiš razumeti slovensko kmetijstvo in slovenskega človeka. Iskrena hvala in kot rečeno še enkrat lep in prijeten dan.